Lepo pozdravljeni, spet je teden na okoli in spet je tu podcast Odmev tedna. Tokrat dogodke komentirava z našim stalnim komentatorjem, to je dr. Jože Možina. Dr. Možina, lep pozdrav. Lep pozdrav tudi vam. Lejte, zdaj začnimo kar z Robertom Golobom, doktorjem Robertom Golobom, predsednikom vlade, ki seveda je v svoj mandat, tako smo imeli vtis, tule v OZN, tu je celo tolkel po pultu, zahteval mir in končanje vojne in mir in še enkrat mir. Ampak zdaj kar na lepem je dobil Trumpovo povabilo v odbor za mir, zdaj pa se ni odločil za mir. To se pravi, tu se zdaj vidi vsa ta dvoličnost te naše vlade, pa konec koncev tudi predsednika vlade. Ja, znašel se v veliki zagati, on in cela slovenska vlada, ker tukaj se gradi kredibilnost tudi za naprej. Združene države so najmočnejša država na svetu in izredno močan partner za Evropo in tudi za Slovenijo. In to, da se ne odločiš, da zavrneš tako povabilo, moraš vedeti, da to dolgoročno pomeni skrhanje odnosov z Združenimi državami Amerike, da izpadaš pač iz tega kluba najbolj zaupnih članic. Zdaj, kaj bo to pomenilo za Slovenijo? Gotovo so bile tukaj v ozadju politične odločitve, ker po ekonomski plati absolutno bi bilo to za Slovenijo dobro, pa ne rečem, da bi bilo nujno. To je pač politika države, kot jo pri nas vodi, ki vodi predsednik vlade Golob in tudi zunanja ministrica. To je neka stihija, to je eno brezglavo tekanje sem ter tja. Glejte, seveda očitajo, da bo, če bo zmagala, desna opcija ali pa pomladna opcija, da bo Slovenija kot Združene države Amerike, da bo zavladal kaos in tako naprej. Končno edini slovenski politik, ki je letal za predsednikom Trumpom, je bil Robert Golob s svojo sedanjo soprogo. Tako da se prav točno vidi, da tle ni enega fokusa, da ni ene dostojnosti, in da recimo tudi predsednik vlade se je odločil, da je prišel v Davos dan kasneje in da se ni udeležil te konference in se ni srečal z Donaldom Trumpom. Trump je pač vrhunsko pomembna osebnost na svetovni ravni in moraš res dobro premisliti, ali boš z njim skrhal odnose. Ker tukaj tle ni šlo za interese Slovenije, tle je šlo za neke druge globalne interese. Tudi vidi se, in tle se je po mojem tudi predsednik Golob uštel, da je ta Trumpov pritisk na Islandijo, na Dansko, ki je bil strašljiv po eni strani, da je to njegova oblika pogajanj, da je to pravzaprav neprestano počne, ker slaba stran v navednicah demokracije je, da so predvidljive in da se gibljejo v nekih zelo, predvidljivih gabaritih. To je slaba stran, če imaš opravka s totalitarnimi ali pa avtoritarnimi režimi, kot sta Rusija in Kitajska. In Trump se je očitno tukaj odločil za eno taktiko, ki se zdi nora, ampak je uspešna. Jaz se ne moram opredeljevati do tega, da je to nekaj koristnega in pozitivnega. Ampak Amerika s tako nenavadno zunanjo politiko pridobiva na moči, ne bom rekel na ugledu, ampak pridobiva na moči. Vemo, tudi tukaj ne gre za Islandijo, gre pravzaprav za svetovno prevlado, za poskus ali pa za ustavitev svetovne prevlade Kitajske. Tako je šlo v Venezueli, točno zato. In podobno gre tudi v tej igri okrog Islandije. Jaz mislim, da je Donald Trump predvsem s tem neverjetnim pritiskom markiral ta teren, da bi se tako Rusija kot Kitajska odstranili. In nekako poskušal zaščititi dolgoročne interese Združenih držav Amerike. Zdaj se moramo pa mi nekaj vprašati. Mi nismo svetovni igralec in nikoli ne bomo. In se pač moramo pragmatično prilagoditi, seveda ne, da bi zanikali svoje vrednote, absolutno zaščitili svojo državnost, ampak se moramo prilagoditi svetovni ureditvi taka, kot je. In zdaj se moramo vprašati, ali nam je bolj všeč, ker je neka dominanca zmeraj je, dominanca Združenih držav Amerike, s to svojo vsem, kar prinaša zraven, ali pa Kitajske. Rusija mislim, da je že prešibka, da bi karkoli lahko dominirala. Je pa seveda zgodba, zdaj sva šla malo na zunanjo politiko, je pa zgodba za Rusijo izredno pomembna. Zakaj je Trump tako na videz prijateljski ali pa popustljiv do Putina? Zato ga poskuša iztrgati iz teh krempljev sedaj Kitajske, ker Kitajska v veliki meri podpira in verjetno tudi plačuje vojno Rusije proti Ukrajini.
in prihaja pod kitajski vpliv, kar je dolgoročno izredno nevarno, ne? Tudi za Evropo, da bi imela kitajski vpliv na Uralu. In zato poskuša tudi s tem navidez barantanjem glede Ukrajine končati vojno v Ukrajini in seveda tudi odlepiti Rusijo izpod tega kitajskega vpliva, ki še narašča. In tukaj v to globalno sliko je treba pogledati, da potem se znamo tudi kot Slovenci umestiti. In tukaj Robert Golob seveda je kratkoviden, vidi se tudi iz njegovih govorov, no, da so to neki šablonski govori, ki mu jih pripravijo in da nima niti političnega znanja, niti zgodovinskega spomina. Na končno se ne bova govorila o Dražgošah, ampak tudi stvari, ki jih je tam govoril, se vidi, da ne pozna, da ga pravzaprav niti ne zanima. Ali se vam zdi, da je dr. Robert Golob preveč naslonjen na francoskega predsednika Macrona? Namreč včasih imamo občutek, da on najprej pri Macronu preveri, kaj naj reče, ne? Tudi ta enodnevni zamik obiska Davosa je bil take vrste. Se vam zdi, da se preveč naslanjamo na Macrona? Ja, Macron je v veliki meri izgubil kredibilnost. Sveda on zastopa interese Evrope, poskuša sveda nekje virtualno obnoviti nekdanjo francosko slavo in moč, ki je pa žal ni več, ne. Moram reči, tisto, kar je pri Macronu pozitivno, je tudi ta plat, da skuša krepiti tudi Evropo, ne, s to vezijo predvsem z Nemčijo, ne. Ampak deluje v veliki meri kot nekredibilen politik, s katerega se pravzaprav nekateri največji svetovni politiki na trenutke kar malo ponorčujejo, ne. Saj sta si v enem smislu podobna. V Davosu je bila edina razlika v tem, da je imel predsednik Macron tista sončna očala, ne. To je ta razlika. Ja, očitno se zgleduje po tem, ampak dolgoročno Francija ni tako pomembna za nas kot Združene države Amerike. Sicer je imel ta nenavadnost, ne, da je zavrnil to Trumpovo povabilo v to asociacijo za mir, je imela hiter odmev, ne, ker vendarle niso vse države niti povabila dobile. Se jaz ne rečem, da je tukaj on ravnal napačno, ampak postavil se v neko rizično situacijo. Tako eksotično je to bilo, da so ga povabili tudi na CNN in je tam govoril, ne, je tam dal nekaj izjav in je poudarjal enotnost Evrope, kar je seveda lepo in prav. Ampak kot se vidi, ne, da se je v enem dnevu stvar zelo spremenila, tudi v Davosu, in da so Evropejci in Američani spet, bomo rekli, bolj na skupni poti. Ne. Da ta konflikt, ki ga je predsednik Trump izvajal glede Islandije, da je bil pač to taktični prijem, ki je pa seveda stresel Evropo, kar je tudi prav, ker Evropa je nebogljena. Ne. Evropa se je 50-60 let naslanjala na Združene države Amerike tudi glede obrambe in varnosti, čeprav so to bogate evropske države z velikimi proračuni. Namesto da bi skrbeli za varnost in za tisto vlogo, ki jo neke zrele države morajo imeti v odnosu do varnosti, se veste, kaj je bilo pod nas. To je bilo podnebje, kar je tema, ampak je šlo predaleč. Potem človekove pravice, kar je tema, ampak je šlo predaleč v tem smislu, se veste, v tej noriji LGBT-ja in vseh teh novodobnih neumnosti, bova tako rekla, teorije spolov in vsega tega. In Evropa se je s tem ukvarjala, namesto da bi poskrbela zase za dolgoročno varnost. Z malo zgodovinskega znanja vemo, da na 50, na 60, na 30 let prihaja do kriz in velikokrat tudi do vojn. In ta zadeva je neizbežna. S tem, da je stvar nevarna, mi smo tako nebogljeni, govorim v nekem evropskem smislu, da se mi niti nimamo morale ali pa bi rekel ene pripravljenosti v nacijah naših evropskih, da bi se bili pripravljeni boriti, če se bo treba. A veste, mislim, do neke mere smo se res izgubili smo to polnomočje, ki bi ga vsaka zrela država morala imeti, sploh pa Evropa tudi kot celota. No, zdaj ob tej priliki lahko opozoriva, da je Bojan Požar napisal in zdaj izdal ta teden knjigo Gospod nateg. Ne, torej, se lahko zgodi, da se ta nateg ponovi. Zdaj smo pred volitvami. Seveda se lahko, ker je toliko detajlov, ki se bo takrat na volilni dan zgodilo, ne, je pomembnih in nažalost imamo tak volilni sistem, ki je v tej točki netransparenten, da predvsem te male stranke in strančice lahko odločajo, pravzaprav narekujejo tempo sestave koalicije, tako da ja, ne, lahko pride predsednik Golob na oblast, vidi se, da počne prav vse in še več, kar je mogoče, ne, da ga hodi tudi k maši zdaj po novem,
in na vse te prireditve, ne, so rekli, da je šel v Partizane, tisti teden ne bila v Sankarica, pa Dražgoša in tako naprej. Trudi se na vse pretege, dobro, to je zdaj folklora, kar omenjam. Dobro, obisk maše ni folklora, ne, pač to je stvar ene iskrene presoje. Tisto, kar je pa izredno nevarno, je pa, ker trošijo brezglavo javni denar, ne, zato, da bi si pač pridobili pozornost in podporo javnosti. In to je pa dolgoročno izredno škodljivo in slabo. In lejte, tisti, ki malo pozna upravljanje države in ima končno upravljanje nekega gospodinjstva, ve, da se to ne sme početi, ne, kar se zdaj, ne, da se troši denar, da se ga meče pravzaprav v zrak, zato, da bi ustvarili vtis neke blaginje in da bojo ljudje volili to vlado. Zelo težko, tudi če bo gospod Robert Golob in gospa, kako je že njegova soproga, Tina Gaber, ne, oziroma Gaber Golob, tudi če bosta zavladala po volitvah s tem tempom, bo šlo zelo, zelo slabo, ne, ker tukaj so dejansko, mi smo v dobi velike blaginje sedaj, ne, v zadnjih 4 letih, ene prosperitete ekonomske, smo se neverjetno zadolževali in to nerazvojno. Ne. Dejansko se je metalo denar v javni sektor, v neke, se veste, v te božičnice, pa sedaj v višjo minimalno plačo. Ne. To so dolgoročno v bistvu uteži, ki bojo zelo, zelo ovirale razvoj Slovenije v prihodnosti. No, druga junakinja te zgodbe iz vlade, ki je zelo spremenila naš zunanji politični položaj, pa seveda Tanja Fajon, ne, ki pa namesto, da bi šli v odbor za mir, navija za to in vse kaže, se bo Slovenija pridružila tožbi Južne Afrike proti Izraelu. Zdaj, 2 vprašanji sta tu, ne. Kaj se lahko spremeni z neko novo vlado? Ali lahko odstopijo te tožbe, se lahko nova vlada pač odloči, da pride v odbor za mir, oziroma kaj zdaj to pomeni za Slovenijo, če se to ne zgodi, kakšna škoda bo to? To je zloraba zunanje politike za notranje politične potrebe. Kot smo mesece in mesece poslušali o Gazi, ki je seveda svetovni problem, kjer Slovenija ne more igrati neke odločilne in vodilne vloge, zato, da se je prikrivalo notranje politične težave in zdrse sedanje koalicije. In sedaj, ko je Trump tam vojno ustavil, je naenkrat te zgodbe konec in zdaj, kot še odmev tega, ne, tega grajenja, imidža, ne, neverjetne involvacije, kot da je Slovenija neposredno povezana in odvisna od reševanja razmer v Gazi, kot odmev tega je sedaj tudi ta pridružitev tožbi Južnoafriški republiki, ki je lahko velika, velika zunanja politična napaka na dolgi rok. Kaj ima Slovenija s tem? Kaj ima Slovenija z genocidom, ki ga je počela končno prejšnja komunistična oblast, ki jo sedaj obožujejo in hodijo na partizanske proslave? Vse je počela prav genocidna dejanja proti Romom, proti prebivalcem nemške narodnosti, proti drugače mislečim Slovencem. Naj počistijo pred svojim pragom, naj pokopljajo mrtve in šele potem naj poskrbijo za Gazo. Jaz mislim, da gre tukaj, če bi bili iskreni, bi se usmerili v humanitarno pomoč, recimo za otroke v Gazi, za invalide, za ljudi, ki so traumatizirani, ker je tega veliko, ne pa take zadeve. Končno tudi Južnoafriška republika, a vemo, kaj se tam dogaja. Tam se izvaja sedaj genocid nad belci. Sistematično morjenje belcev. To je ena najnevarnejših držav na svetu za belo prebivalstvo. Tako da to so napake, to so tudi vsiljene teme, to ni tema za Slovenijo. Usmerite pozornost doma in doma uredite razmere. In ne se delati velike v svetu, ker vas nihče, v bistvu, kar se tega tiče, tudi ne jemlje resno. No in seveda Mediana je spet izmerila javno mnenje. Zdaj vprašanje je res, koliko jo jemljajo resno. Ne? Zdaj je v bistvu pripravila neko volilno napoved, da naj bi se v parlament prišlo in uvrstilo 7 strank. Ne? Tu je zdaj veliko bilo debate, kam bo šel zdaj seveda ta gospod Stevanovič s svojo stranko Resnica. Tule so mesta, ki naj bi jih osvojili. Ne? Prva stvar je seveda vprašanje, ali verjamemo tem napovedim. Na tej levi strani vidimo, da bi desni pol še vedno dobil 42 poslancev, ne pa 46. In zdaj seveda, ali je Stevanovič lahko jeziček na tehtnici, ali pa je zdaj to nekako prenapihnjeno, njegova vloga prenapihnjena. Kaj vi mislite?
Jaz mislim, da se njegova vloga napihuje, da je on v tem trenutku so presodili, saj v tem je tudi problem, ker imajo naš mainstream levičarski ima v nekem smislu škarje in platno. Ne. Ta inženiring teh javnomnenjskih raziskav deluje aktivno, ne, vse do volitev, ne, in nekako usmerja v detajle, poskuša usmerjati volilno telo. In včasih tako zgreši, da seveda vse skupaj propade, ampak dobro, ljudje imajo kratek zgodovinski spomin. Jaz mislim, da resnica nima take javnomnenjske podpore, kot se tukaj izkazuje, da pa jo ustvarjajo. Ne? Ker tukaj to so sporočila levim volivcem, naj podprejo tudi resnico, ne? Zato, da pride v parlament in zato, da ne bomo imeli desne vlade, ki je najbolj grozljiva zadeva na svetu, baje, ne? In zato, da bo vladala še naprej levica. Zdaj, ali bodo ljudje temu sledili, je veliko vprašanje, vidi pa se, da je gospod Stevanović kar naprej po medijih v zadnje čase in da postane nek pomemben faktor. Je pa seveda, če niste me to vprašali, ampak tako, kolikor ga spremljam, to je v bistvu nevaren demagog. Ne? To so taki eksoti, ne, rekel, on pa gospod Kordiš, ne, to so, dobro, predvsem gospod Kordiš bi lahko bil v kakšnem muzeju, ne, s to svojo ideologijo, ki jo fura in tudi res tako poceni demagogijo protievropsko, protinatovsko, brez vsake alternative. Mislim, podpira in promovira ideologijo, ki je povsod propadla, nazadnje v Venezueli. Ne. Je res en muzejski primerek, ta njegova ideja. Gospod Resnica, ne, je pa nekaj podobnega, poskuša nekako tudi z desnimi ali pa ekstremno desnimi parolami, zato da bi privabil, da bi prevzel tiste volivce, ki so običajno gravitirali k, ne vem, Zmagu Jelinčiču. Ne, se končno tudi bil v njegovi stranki. Ja. Vidi se, da je tudi v njegovi stranki bil z določeno misijo. Več pa tako, kaj že rečejo za njega, da to so take vrste politiki, veste, ki za njih je tudi lahko zemlja ravna ploskev, ne. Proticepilstvo. Videlo se je, da je absolutno politično instrumentaliziran takrat, ko smo imeli mi največji zunanji politični dogodek v slovenski zgodovini. Ne, to je bilo oktobra, ne, takrat leta, kaj je bilo to, 22 se mi zdi, ali 21, tako v času covida. Takrat, ko so dejansko zaprli ceste, ko so nadlegovali tuje delegacije, tle se je videlo, da ni šlo za covid ukrepe, šlo se je za to, da bi znižali, okrnili ugled te naše države, jo predstavili kot neko anarhijo. Tam so recimo obkrožali avtomobile s visokimi tujimi delegacijami po Ljubljani. No, in pol pravi seveda in predsednica Pirc Musarjeva in seveda ta leva politična opcija, češ, da so potem Janša zaplinil v Ljubljano. Opa! Jaz sam sem takrat šel to pogledati, bil tudi padel v en oblak tega solzivca, videl, v kakšni stiski so bili policisti, ti so si upali vse, ti so si upali napadati policiste. Imamo posnetek mladeniča, ne, ki je policista, ki je pač si je nekaj pripravljal, pa je z eno kolenom klačal na tleh, ga je odzad napadel, pa ga je porinil z nogo, oziroma stekel do njega in pa porinil naprej. Ta objesnost, ne bojazen, ne, ampak recimo neko spoštovanje, ta objesnost do policije, vidi se, da je bila ta stvar instrumentalizirana zato, da bi pač uničevali ugled Slovenije takrat v času Janševe vlade. In ta je absolutno takrat pa sem prepoznal, da je ta oseba politično instrumentalizirana za posebne operacije. In posebna operacija je po mojem tudi njegova vloga sedaj na sedanjih volitvah. Ne. S tem, da seveda treba vedeti, da je tudi tukaj ne gre za to, da je srbskega porekla, ampak da hodi v Beograd, da ima očitno prijatelje ali pa pribočnike, kot se je zadnjič na tej fotografiji videlo, ki imajo težave s kriminalom in to orang kriminalom. Črnogorska, ne? Ja, ni kar tako. Tako da nič simpatičnega, nič pozitivnega, če bi take osebe prišle v parlament. No, zdaj omenjate ta srbski del volivcev, ne, dejansko je za medij Srbski ugao, to se pravi Srbski vogal, Stevanović izjavil, da si bo, tako bom preprosto povedala, prizadeval, da se pravice Srbov v Sloveniji institucionalizirajo. Torej, to bi lahko pomenilo neko manjšino ali kakorkoli, a ne. To pomeni, da on dejansko zdaj na nek način pokriva zdaj te ljudi, ki prihajajo iz Balkana, kajti slišati je tudi, da Zoran Janković vendarle ni več ta osrednja figura, torej kar se simpatij tiče, ne, seveda še vedno kapitalska osrednja figura, in da se mogoče Stevanović zdaj tu postavlja na nek način v bok, ali pa celo, da bo nekega dne, če bi bil
Zoran Janković procesiran, da se karkoli zgodi s temi njegovimi sodnimi zadevami, da bi on na nek način prevzel to vlogo. Ja, to so njegova stranka je verjetno mišljena strani tranzicijske levice kot nek lovilec glasov, ki bodo odpadli od razočaranih ljudi, ki jih je srečala pamet in bivših podpornikov Roberta Goloba. Ja, gotovo imate tukaj prav. Zoran Janković je še vedno verjetno najmočnejši levosredinski ali pa levi politik v državi, sploh zaradi svojega kapitalskega vpliva. Vendar se je v kontekstu te naše radikalne levice postavil na napačno stran zgodovine s podporo Vučiću. Tle pa Jankoviću treba priznati, da ni tako pragmatičen, da pač svojega prijatelja v dobrem in slabem podpira do konca. In ta prosrbski lobby v Sloveniji je pa na drugi strani. Zato smo mi, tudi naši mediji, dominantni, so bili neprestano polni poročanja Srbije, kot da bi bilo to v Beli krajini, pa je pač vendarle bolj daleč v Srbiji, v bivši državi, ampak se je nenormalno veliko o teh stvareh poročalo in zna biti, ja, da je Stevanović tisti, ki bo nekako ulovil te glasove. Tukaj, ampak gledajte, tle gre tudi za prevaro. Srbsko prebivalstvo oziroma ljudje srbskega izvora v Sloveniji so po večini integrirani državljani z zelo podobnimi vrednotami in tudi sploh ti, ki so pravoslavne vere, z enimi krščanskimi izhodišči. Jaz verjamem, da ne bodo množično nasedali vsemu temu. Poznam ljudi srbskega porekla, ki so desno-sredinsko usmerjeni, ker pač vidijo, kot človek malo prešteje, da je treba biti pameten, da je treba poskrbeti za to, ne za tiste, ki največ obljubljajo, ampak za tiste, ki v resnici poskrbijo za državljane ali pa za državo. Ja, mogoče, tako tudi pišejo ugibanja, da mogoče daje neko zaledje nekemu kriminalnemu balkanskemu svetu. Še posebej, ko sta bila ta dva predstavnika, dva brata iz tega črnogorskega klana na neki skupinski fotografiji. Zdaj on pravi, da sta bila, varnostnik ali pa da sta prenašala neke kufre tam, ne vemo, ampak ta fotografija ni slučajna. In se vidi, da ima zelo pluralno zastopano nekako druščino, od, ravno kakšnega popa nisem videl, upam, da ne. Ampak kriminalce pa ja, seveda se nekaj izgovarja, ampak težko se je izviti iz tega oklepa. Tudi sama njegova preteklost, zakaj je moral biti z policije, kaj se je tam dogajalo, je enigmatična do neke mere. No, jaz bi samo opozoril na veliko mero nezaupanja, ki je treba imeti do ljudi takega kova, ki so takrat končno COVID situacijo izkoristili za napad na vlado, pravzaprav napad na ugled Slovenije. Taki ljudje si ne zaslužijo podpore. No, ta teden pa nas je tudi, lahko rečem, presenetil, ali pa tudi ne, dialog ali pa na nek način spor med Janšo in Logarjem. Zdaj ne vemo, kaj naj si mislimo, ljudje se sprašujejo, ali je zdaj Anže Logar dejansko kandidat leve opcije ali desne opcije. On bi rad bil nek mavrični most, bi bil rad. S tem, da bi bil rad ob tem, da bi bil mavrični most, on tudi predsednik vlade. In da bi združil in SDS in Gibanje Svoboda. Ja, tukaj je ta drža je po svoje logična, glede na to, na dogajanje zadnjih 2 let. Moram pa reči, da sem ga zdaj v tem tednu slišal prvič po 2-3 letih, da je nekaj konkretnega povedal. Ker je prej bil tako mlačen, tudi med predsedniško kampanjo, da je kazalo, da je kot nekako napol izumrl kot politik. Zdaj kaže, da je neko energijo dobil. Ja, tle se velike zgodbe pletejo. Zelo pomembno bo, kakšen bo volilni izid v tej stranki Demokrati in kam se bo ta stranka tudi obrnila. Zamere predsednika Janše do Logarja so po svoje razumljive. Bral sem, recimo, so bile prostovoljke, članice SDS-a in prostovoljci, ki so na veliko delali v svojem prostem času, takrat za volilno kampanjo, predsedniško, ko je Anže Logar dobil res visoko število glasov, sicer proti slabi kandidatki, ampak je dobil visoko število glasov, ne da bi se on sam kaj veliko angažiral časovno že, ampak če se spomnite njegovih nastopov, so bili v resnici zelo medli, dobro je izbral tako taktiko. In seveda ti ljudje se čutijo prevarani in razočarani, ker so delali za nekoga, ki se pa zdaj nekako ponuja, prodaja na drugi strani in bojazen očitno v tem krogu, po mladnem krogu je, da bo pač kapital, ki ga je Anže Logar nabral v SDS-u, največ v SDS-u,
da bo pri tem omogočil sestavo leve vlade, mogoče vlade Roberta Goloba, čeprav, kot slišim, pravi, da z njim, da s človekom, ki je kršil integriteto in ki je koruptiven v tem smislu, da ne bo sodeloval. Tako da bo to še zelo, zelo zanimivo. Bes pa je, seveda vidite pa tudi, da nasprotna leva stran poskuša Anžeta Logarja pokazati kot nek derivat SDS-a, češ, da sta dogovorjena in tako naprej. Seveda jasno je, da dogovorjena nista, ker je spor kar hud, upam, da ni trajen. Poskuša zato, da bi na ta način pač omejili, in da bi končno tudi na ta način signalizirali volivcem SDS-a naj volijo Anžeta Logarja. To so pač ne take globalne igre. Vidim način, kako namreč Anžeta Logarja nihče ni porival ven iz stranke, kolikor vem, se je odločil sam in to na najbolj transparenten način, polagoma, na skrito, in tukaj je ta zamera že na tej človeški osebni ravni, potem je tudi glede končno vložka, ki ga da stranka za to, da pridejo v volilno kampanjo, tisti podpis, ki pravi, da je sicer neustaven, ampak človek, če nekaj podpiše, v bistvu se je dobro do partnerjev odgovorno držati. Sploh pa mislim, da gre SDS-u in njegovemu predsedniku izredno na živce, ker se to skozi ponavlja. Vsakič, ko kaže SDS-u dobro, ko imamo slabo levičarsko vlado, ki dela škodo, in potem kaže SDS-u dobro, pa se nekaj zgodi. Leta 2008 je bila afera Patria, popolnoma zlagana zgodba, ki je SDS-u ukradla volilno zmago in lahko bi bila Slovenija bistveno drugačna, če bi takrat SDS imela še en mandat. Potem je ta Virantova zgodba, podobno. In sedaj, govorim iz zornega kota pomladne politične opcije, predvsem SDS-a, je seveda tudi Logarjev nastop nek klin v hrbet, ki spet omejuje to sicer verjetno bolj dominantno relativno zmago na teh volitvah SDS-a. Lahko se pa tudi motimo in da bo prišlo tukaj s to kombinacijo, da se bo lahko doseglo, se upravičujem, tudi kakšen korak več. Bo izredno zanimivo za politične analitike. Vsega ne vemo, pa mislim, da tukaj tudi je ogromno pragmatizma in da se bojo stvari sestavile še po volitvah. No, ilustracija k temu, kar pravite, in seveda tudi levih medijih, ki zdaj na nek način pa napadajo spet Logarja, je tudi ta njegova izjava, ki so jo objavili na Pop TV. Poglejmo. Prej ste mi dejali, da boste odgovorili na to vprašanje, ali bi šli po parlamentarnih volitvah v koalicijo z Janezom Janšo, ampak zdaj mi niste odgovorili. Se pravi, bi šli. Sem odgovoril, če recimo gospod Janša zmaga naslednje volitve, bomo mi naredili vse, da se sestavi koalicijo z največjo stranko na levi strani. Vkolikor politična sila, torej ta politični tretji steber, ki ga oblikujemo, zmaga naslednje volitve, bo logični sogovornik nekdo na rahlo levi politični strani. Torej, kako si res to gospod Logar predstavlja? On ima sicer močne strokovnjake, to lahko rečemo, ekonomiste iz zdravstva, ampak vendarle, kako bo zdaj on združil, če zmaga desna stran, in priključil še leve? Pa še nekaj je, na enem kasnejšem posnetku, prav tako pri Urošu Slaku, kjer je bil Logar in Han, Logar ni odgovoril na bistveno vprašanje gospoda Slaka, to pa je, ali bi bilo dovolj, in dovolj mavrično, da tako rečem, če bi bil ta trojček Nova Slovenija, SLS in pa še tista podjetniška stranka, pa SDS, pa če bi bil zraven še Logar, ali bi bilo to zdaj dovolj mavrično, ali bi potrebovali še koga z leve? Ja, lejte, narediš celo kariero v neki stranki, ki seveda veliko daš, ampak ogromno da stranka tudi tebi in te podpira. Končno to je kandidiranje za predsednika republike, je bila avtocesta za njega takrat. In potem pa izločaš to isto stranko, ki te ni nagnala iz svoje srede, kar tako. Ja, to tudi mavrica ni, to ni vključevanje. Ta izjava je zelo huda. Se to je končno tudi razbesnelo pomladne volivce SDS-a. On češ, toliko smo v njega vlagali, toliko smo na njega računali. Sedaj pa ne samo, da je ustanovil svojo stranko, proglaša se za desno-sredinskega politika, to je nedavno tudi poudaril, rekel. In ta izjava je huda, zdaj ali jo bo skorigiral ali ne bo, ne vem, ker kaže, da noče biti samo alternativa politiki SDS-a, ampak da se usmerja proti glavni opozicijski stranki,
v kateri je toliko let delal, ne? Kjer se je tudi skonstruiral in proti kateri pravzaprav, razen mislim na nekih splošnih oznak in ocen floskul, ne, da smo za drugačno politiko in tako naprej, tudi nima kakšnih konkretnih zamer, ne, da bi vedel, takih konkretnih v resnici, da bi rekli, ta dogodek, ta zakon, ne vem, to dogajanje je bilo napačno. Ne. Gre bolj za stil vodenja ali pa za nek okus, ne pa za vsebino, koliko razumem. Ne. Po vsebini dvomim, da je Anže Logar prav dobro sesuval, ne, politiko Janeza Janše. Tako da to je res ena čudna stvar, tudi na osebni ravni, moram reči. Ker on bi bil rad predsednik vlade, ne? Dobro, to je sicer lahko ambicija vsakega politika, ampak pot do tega je pa drugačna, ne. Dobro, zdaj greva spet nazaj k Robertu Golobu, ne, če verjamete ali ne, ali če verjamemo ali ne, je Robert Golob povabil škofe, slovenske škofe, na sestanek in seveda škofje se niso odzvali, sploh se niso odzvali. Res je tudi, da očitno Robert Golob ni bil toliko informiran, da bi vedel, da so slovenski škofje v Vatikanu pri papežu, ne, in je šlo to povabilo v prazno, ampak nekako obstajajo namigi, da je želel vplivati tudi na to, kakšna bodo ta predvolilna sporočila s Prižnice, da tako rečem. Ja, kot sva prej govorila, je res dela vse za to, da bi obdržal oblast, se tudi treba tudi z te optike pogledati. Zdaj, upam, da nisem krivičen, ampak tako ljudje desno-sredinski seveda se trudijo, da bi prišli na oblast in tudi ta volilna baza navija za to, da bi lažje zadihali, lažje živeli, ampak drugače ljudje imajo svoje delo in se bodo že znašli. En kolega z Kočevja je rekel, če so, mislim, to je hecne, ampak če so levičarji na oblasti, posadim pa eno ali pa dve vrsti krompirja več, ne, tako da ne bomo lačni, ne. Tako, pri teh levih ali pa ekstremno levih politikih je pa vtis, da se tako oklepajo oblasti za vsako ceno, ker nič drugega ne znajo početi, no, tako, zdaj malo karikiram na splošno, malo tako kavarniško. In res mislim, da so na tisoče ljudi je vpetih na te državne jasli, bodi se po teh službah, pa tudi zaradi financiranja končno kulturnikov in tako naprej, kar je ta mreža pravzaprav te leve in ekstremno leve politične elite in kvazi elite. Ne? In oni se res, njim se svet podre, razumete, če niso na oblasti, ker se eksistenčno sesuje marsikdo od njih. Ne? To se pravi, zdaj še cerkev je tak. In zdaj bi še cerkev radi tukaj uporabili. Zdaj res se tu je zdaj tudi, tle se lahko tudi malo pohecava. Intimno, kar človek v sebi čuti, ne moramo soditi in se z tega norčevati. Ne? Je pa nenavadno, ne? Prej je leta in leta cerkev ignoriral, absolutno, na nobeno mašo za domovino ga ni bilo. Zdaj je pa priletel na Brezje z nekim, ne vem, kaj že, zajčkom ali medvedkom ali ne vem kako. Sičkom, ja. Sičkom, ja, pa ni, lejte, tudi to, ne? To je moje mnenje, lahko se motim, ne? Ledo, prideš na Brezje in se usedeš v tretjo vrsto ali pa četrto ali pa stojiš od zadaj. Ne? Zakaj se rineš v ospredje, če si iskren? Saj ti kot v cerkvi ne pripadajo prva mesta. Saj, če bi malo poznali evangelij, se veste, kaj je. Prvi bodo poslednji, poslednji bodo prvi. Ne? In tudi, ko pravijo, ko si kam povabljen, se usedi najprej na konec in potem te bo gostitelj. Ne? Saj tle je problem, da ga je gostitelj verjetno postavil tam v prvo vrsto. Pol drugi tak ekskurs je bila maša za domovino, odkudar je tudi ta posnetek. To je vsako leto povabljen in letos se je prvič predvolilno udeležil. Tretja ta pot spreobrnitve, ne, je pa bila obisk polnočnice v Trnovem, ne, kjer ga je tudi gospod župnik Kompare postavil, pa je kar na te stole, ki so običajno za mladoporočence, tako da sta bila še z nekom tam čisto od spredaj. Ne. Mogoče se bosta tudi cerkveno poročila. Ne, to so resne stvari, tako da so ljudje bolj kot v jaslice in župnika so gledali njih dva tam, ne, in so imeli pač to pritiklino med mašo. Saj glejte, pravim, mi ne moramo soditi, ne, lahko se tukaj malo pohecava, zakaj pa ne, lahko je na poti spreobrnitve, kar upa, da je župnik Kompare, ne. Tako da, ajte, nikoli. Ampak začelo se je pa to Instagram potovanje pa v Vatikanu na pogrebu papeža Frančiška. Ne, fotografiranje pred krsto papeža Frančiška. Ja, lejte, to je smešno. Zdaj tukaj pravite, on je izbral dober datum, ne, 13. januar je, mislim, da dan priznanja Slovenije strani Vatikana. Tako, res je, ja. Tam nekje in je to izmeraj, končno tudi za slovensko cerkev en pomemben datum, ker
ker se pač obudi spomin na to, da je imel Vatikan, ne samo zaradi tega priznanja, tudi zaradi mreženja drugih držav, da so takrat priznale Slovenijo v ključnem trenutku izredno pomembno vlogo, Janez Pavel II, naš škof Šuštar. Tako da ta poteza je bila dobra, ampak ja, je pozabil, očitno je premalikrat pri maši, da bi vedel, da so škofje na tem, ja, na letnem, no, oziroma na tem obisku, ki pride na nekaj let ad liminam. Ja. Tako da, ja, lejte. Premalo informiran. Ampak dobro, zdaj največja katastrofa, bi človek rekel, te vlade pa je seveda minister Maljevac, pač on je minister za neko solidarno prihodnost in zdaj ta nesrečnik je začel pošiljati položnice vsem, to se pravi vsem zdaj trga 1 ali pa celo 2% za to neko dolgotrajno oskrbo in tudi tem, ki so brezposelni in sploh nimajo denarja in vsem upokojencem je znižal pokojnine za 1%, ne. Zdaj pa seveda ta zakon o dolgotrajni oskrbi sploh ne vemo pravzaprav, kaj velja. A velja še star zakon, ker za tiste, ki zdaj prihajajo v dom, pa ne morejo dobiti odločbe in dokler ne dobijo odločbe, so sprejeti po starem zakonu. Tisti v domovih, ki so se tako odločili, ti se zdaj lahko odločiš v Sloveniji, kater zakon boš imel, ta star ali pa nov, ne, tega tudi še nismo videli. Oni so po novem zakonu, nekateri so še po starem. Jaz mislim, da je ta minister ustvaril največji kaos v zgodovini Slovenije v teh 35 letih. A veste, kaj bom čisto tako resno rekel? To je tolpa, pa se bom zdaj malo popravil, to je združba nesposobnežev, popolnih nesposobnežev. Tam jih je cele trope na novo zaposlenih. To so ljudje, ki imajo visoke plače, ki tudi delajo od doma, celo poleti. Nagrade dobijo. In gledajte, in niso uspeli v 2 letih ustvariti eno zmedo, samo to. Niso uspeli niti računalniškega sistema postaviti, ki bi bil v oporu uveljavitvi te dolgotrajne oskrbe, ki jo itak že prejšnja vlada uvedla, naštudirala, brez da bi obremenila upokojence in tudi redno zaposlene dodatno. Ne, ampak, pa brezposelne, ne? Ja, glejte, to je noro in zdaj to seveda nič ne velja, nič ne funkcionira. Ja, potem se vidi, kako je to orkestrirano. Naenkrat je bil tam pred novim letom in po novem letu so dobili pač enega, ne mislim, da so šli v dom starejših v Hrastniku, kjer so očitno eni še bolj njihovi, kot so itak drugače vodstva. Domov so v glavnem vse leva, SD-evska, upam, da komu ne delam krivice, v teh državnih domov. In oni so dobili tega ravnatelja, tam vodjo tega doma v Hrastniku, kjer so se hvalili, tam so 3 gospe dobili, ker so se pohvalili, da imajo nižje položnice. Ja. Ampak na primer, vem pa, to so pa tisoči in tisoči ljudi, ki so se prijavili v dolgotrajno oskrbo, ker so pa doma, ker za njih skrbijo svojci na tak ali drugačen način. Niti odgovora, nič. Zdaj to sploh še ne deluje doma. Nič ne deluje. In tukaj tudi zamerim, seveda, to ni edina zamera tem mainstream medijem, ker so v bistvu poskušali vendarle graditi imidž, da je pa uspelo. Ene par zadev so uspeli rešiti, pa paste, tukaj je v ozadju ogromno denarja, ki se je nabralo zaradi, kot ste omenili, obremenitve redno zaposlenih, celo brezposelnih in celo upokojencev. 2-krat več zbira, kot potrebuje. Ja, noro, to bi moglo odleteti, to ni, jaz ne vem, ne grejo taki, kaj se sploh rinejo v politiko na odgovorna mesta, če res ne znajo. Ne, pa v bistvu bi ga bilo treba ovaditi, ne? Ja. A veste, oni porabljajo denar za nekaj, za kar sploh ni namenjen, jemljajo ga 2-krat preveč. Lejte, spet se bova ugotavljala verjetno večkrat, če bi imeli normalne medije, že način vladanja premijera Goloba, pa take ekskapade, kot jih ima ta gospod, to bi morali mediji sesud, dobesedno sesekljati, to bi moglo izginiti v sramoti, vendarle s prizorišča. Zaradi te nesposobnosti. No, eden od, bom rekla, staščičarjev v tej staščičarni predvolilnih tortic je tudi Luka Mesec. Tule imamo zdaj direktorja, predsednika uprave Nove Ljubljanske banke, gospoda Blaža Brodnjaka in pa ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, to je Luka Mesec, ki je zdaj v zadnjem obdobju, to se pravi prav ta teden, 2 meseca pred volitvami, pa zdaj povečal minimalno plačo na
1000 evrov neto, to je bruto, pazite, bruto je to 1484 evrov. In za nameček bi sindikati radi v tej samopostrežbi še več, ne. Oni so rekli, ne bo 1108 neto, ne. Poslušajte, pa saj to je noro. Brodnjak, ne, v imenu vsega gospodarstva, praktično pravi, znižajte davke. In če bi on uvedel in ta vlada davke, kot so bili takrat, ko so prišli na oblast, bi bila minimalna plača 1025 evrov, še celo več, kot je zdaj. Torej, lejte, to je res norost brez primere. Mi je všeč ta vaša primerjava s slaščičarstvom, ne, ker res za nekaj podobnega gre. Gospod Luka Mesec kot tako sramežljivo fante, ne, ja, pa zdaj bo pa 1000 evrov, ne, ker ljudje ne morejo živeti, ne. Seveda težko preživijo v tej draginji, ki je nastala tudi zaradi te vlade, ne. In tukaj zamolčijo bistveno, da zaradi spremembe v dohodnini, ko so ukinili prejšnjo ureditev prejšnje vlade, zaradi dolgotrajne oskrbe, ko so dodatno obremenili plače, končno zaradi obveznega zdravstvenega prispevka, ne. Ja. Pazite, ki je bilo obratno, kot so obljubljali, ne. Prej bil prostovoljni, zdaj obvezni. Zaradi tega bi ljudje brez teh njihovih bedarij, ne, in škodljivosti, bi ljudje že zdaj imeli, veste, koliko natančno, najnižja plača je bila natančno 995 evrov. Se pravi, praktično 5 evrov manj, kot bojo oni zdaj obljubili. S tem, da s takim ukrepom, seveda, gospod Brodnjak je na tem posvetu gospodarstvenikov, kot bi rekli Primorci, je spucal, ne, je res, je osmešil, ne, pravzaprav osmešil je ne samo njega, ampak ne v nekem političnem tonu, ampak v enem dramatičnem tonu gospodarstvenika, bančnika, ki je družbeno odgovoren in ki mu ni vseeno, kaj se dogaja, tudi preizkušenega človeka, ki je dal skozi bolezen in tako naprej. Sej bančniki niso priljubljeni, ki vsi vemo, da nam preveč tržijo in tako naprej. Ampak to je ena oseba, ki je družbeno odgovorna in ki je sposobna. In ki ve, kaj govori. Ki ve, kaj govori. In potem ga je seveda poskušal nazaj osmešiti minister Mesec z nekim burekom in tako, vlete, smešno, ne. Ja. Res je hudo, kako, veste, imate primer, dobro, tukaj enega uglednega gospodarstvenika, ki je dal... Ki ga potem žalijo. Ki ga tudi finančni žalijo. minister, so ga vsi žalili. Ampak je povedal, je pa povedal tudi on, ne, rekel, da so izgubili spoštovanje tudi do njih. Ampak gledajte, enega človeka, ki je vrhunsko izobražen, ki je izredno sposoben, ki ima odnos do svoje države, tudi, to je pomembno, to je pri gospodu Brodnjaku pomembno, ker vendarle si postavljajo tudi kot Slovenijo, kot državo, ne. In lejte, imate eno tako sformirano osebo in na drugi strani enega gospoda Mesca, ki je lahko simpatičen fant, ampak to je tudi vse. Brez nekih pravih delovnih izkušenj, življenjskih izkušenj. On je samo politik, ampak politik brez neke formacije, razen ideološke. In kako, veste, to je tako, ne. Tudi glede kapacitete, tudi miselne kapacitete. No, ampak oni so res tudi politični diletanti, ne? To pa lahko dokažemo s tem, namreč lejte, zdaj z vsem tem povečanjem minimalne plače se bodo povečale razne pomoči, da ne govorim kaj vse. Lejte, storitve se bodo povečale, ja. storitve se bodo povečale, cene se bodo povečale posledično in tudi negativen vpliv ima to na inflacijo. Ja. Ampak lejte, zdaj med volivci je 652.638 po podatkih junija lani upokojencev. Zdaj, v celi tej zgodbi bodo upokojenci v slaščičarni niso dobili nobene tortice, niti bombončka, ampak dobili pa bodo višje cene. Ne. To se pravi, oni so taki diletanti tudi politično, upokojencem zdaj niso dali nič. Znižali so jim penzije za 1%. Ne, lejte, to je sprevrženo, nisva mogoče tega povedala, da ta zvišanje minimalne plače poruši plačna sorazmerja. Ja. To ima dolgoročno slabe učinke za naprej. Ampak veste, če prav vem, takih plač ni malo, ne. Oni tukaj računajo na tam 15 do 20% zaposlenih ljudi. Ja. Pazite to. To je pa velika volilna baza. 80.000 jih bo zdaj. Ja, in sprevrženo je to, da to počnejo pravzaprav v breme delodajalcev in v breme tudi države. Ne? In potrošnikov, upokojencev. To je noro. Zdaj, kar se tiče upokojencev, ja, tukaj so jih očitno, ne. Veste kako, mlajša, srednja generacija je že veliko, to kot slišim in zdaj če dalje bolj vidim, tudi če sam nastopam v kakšnem podcastu, to je postalo izredno prodorno in popularno in tudi spreminja mentaliteto ljudi. Medtem, ko je starejša generacija še zmeraj vezana na pač televizijske škatle, ne,
in dobi tam eno tisto primerno dozo indoktrinacije, če se zdaj malo pošalim. In očitno za njih ni treba več poskrbeti. Tako si mislim. Ja, ampak mislim, da se motijo, ker 38% volilnega bazena pa ni malo, veste. Tukaj so pa nesposobni, ne. Karel Erjavec jih je peljal, ne. Karel Erjavec bi imel čist drug tekst in druge ukrepe. Tako da bomo videli, ne. Ja, niso iskreni, veste vi. Ja. Niso iskreni pri skrbi za recimo šibke in najbolj ranjene, niso iskreni. Gre tukaj res samo za ustvarjanje političnega vzdušja za prevlado na volitvah. No, kakšno je pravzaprav ta Levica, pove tudi podatek, da je kulturna ministrica Asta Vrečko tudi v tej slaščičarni, ne, zdaj pa obljubila 250 000 evrov za kulturne projekte pripadnikov nekdanje SFRJ. Ne. Zdaj tule jo vidimo, to je dogodek iz oktobra lani, ko se je udeležila posvetitve hrama svetega Cirila in Metoda v Mariboru in očitno tudi ona pač skrbi tudi za ta jugo del volivcev in je povečala vsa ta sredstva. Povečala jih je za 50 000 evrov, ki so višja kot lani. Kaj si lahko razlagamo? Je res ta volilna baza teh balkanskih državljanov, da tako rečem, tako močna, da se je treba tako posvečati? Zakaj gre tukaj? Veste kaj, nič ne stane njo, ne, kot ministrico, ki troši javni denar. Tle gre, veste, za eno posredno ravnanje. Obstajajo različna društva, različne asociacije, ne, ki bazirajo, oziroma ki združujejo naše državljane iz porekla, iz Srbije, iz Balkana. Ne. To je gotovo, tega je kar veliko. In s tem dodatnim financiranjem teh asociacij, seveda je to namen, da se jih z nagrajevanjem spodbuja k propagandi za, kaj ne rečem, za podporo levi politični opciji na volitvah. Samo za to gre. Samo za to gre. V tem trenutku. Seveda. To se pravi Stevanović, Asta Vrečko. Ne vem, tukaj je zdaj v kočljivem položaju, vidim, da se ne počuti gospa Vrečko najbolje pod pokrovom, ne, pod dežnikom mariborskega nadškofca. Ja, dež je bil. Ja, dež je bil in je morala potrpeti, ja, je pa tudi tako lepo opravljena, prav tako na pol duhovniško. Ne. Se je ona v nekem smislu, meni osebno ni antipatična, ampak je kot neka svečenica se ponaša levice, te leve ideologije, ne, kot prav na en tak zaskrbljen način. Ona se mi zdi, da celo misli resno, ne, da s tem, o tem, kar govori. Ampak šla je pa v Čebine, ne, a veste, to je tudi malo konfliktno. Se pravim. Ne vejo, bi bila zdaj na strani vere ali na strani komunistov, ali kaj bi zdaj počela. Ne, Čebine, tle gre za vero, ne, tle gre za ona. Tudi to, kar je takrat v Čebinah, na Čebinah govorila, je pokazalo tukaj, da ima nek religiozni odnos do bivše ideologije, ne, in do komunističnega režima. Saj sam sem, včasih poudarim, mogoče lahko tudi zdaj, ne, pri zdravi pameti, pri tem, kar vemo, kaj je bivši režim počel med Slovenci, ne, komunistični režim, ne. Komunisti so najbolj radikalna in najbolj nasilna grupacija med Slovenci v vsej naši slovenski zgodovini in to z velikim naskokom. In ne razumem, kako lahko ljudje, zdaj ko so informacije dostopne in dokazane, kako lahko kdorkoli podpira ta režim in njegove nosilce. To mi ni jasno. Podobno kot mi ni jasno, da nekdo podpira fašizem, nacizem in komunizem. Vsi trije režimi so Slovencem povzročali zlo. In tle gre za neko poškodovanost in tudi neko svečeniško, kaj ne rečem, naravnanost, ki ni popolnoma v sozvočju zdravo pametjo, vsaj po mojem. To je neka kognitivna disonanca, ne? Da na nek način mižimo pred tistim, kar je resnica in se potem mogoče malce odkupimo z nekim takim obiskom ali pa sredstvi. Vse lepo, da je šla. Se ona končno je umetnostna zgodovinarka. Umetnostno zgodovino ne moraš razumeti, študirati, dojeti, če ne poznaš krščanstva, seveda, ker 90% sploh starejše bazira samo na krščanstvu, na krščanski umetnosti. Ne. No, še nekaj je pri Levici, tako lahko beremo neka ugibanja, da se pravzaprav bojijo oni izplena pri tem zadevi Dušan Smodej in Fotopub, ne. Namreč Dušan Smodej, tako pravijo, se je zatekal v Italijo, v Benetke, in nikakor mu ne morejo uročiti obtožnice
in seveda očitajo pa mu spolno nasilje, prepovedane droge, lahke telesne poškodbe, se vemo, zdaj te dekleta ali pa mogoče tudi fantje so bili na nek radiator pripeti, ne vemo točno, kaj je bilo, ampak glejte, še vedno to ni pravnomočno. Ne? In zdaj, če bi to prišlo ven, mogoče so tudi vpeti drugi člani te grupacije levice, mogoče se bojijo tega. Ja, se veste, fotografije in tako naprej, da so tam bili oba, kako sta že koordinatorja levice, sta tja hodila. Ma se ne vem, je leto pa pol nazaj, ko sem gospoda Smodeja srečal na ulici. V Ljubljani? V Ljubljani, ja. A res? Ja, na Miklošičevi, sred Ljubljane. Tako da očitno je gospod kar nekako se počutil razbremenjenega. Ne, to je slepomišljenje. Poglejte, kako je v drugih primerih, ne, ko gre za recimo malo svetovno nazorsko drugačne teme, kako hitro pridejo na sodišče in obravnavo in so tudi obsojeni, sploh če gre za kakšno Niko Kovač. Tle je to malo nenavadno. Kaj slepomišljenje? Se obstaja zelo dober sistem, ki se mu reče evropski priporni nalog, oziroma in preko tega sistema se v bistvu ne glede na državne meje se lahko zelo hitro to naredi. Ampak to je seveda odločitev ne policije, ampak sodne veje oblasti. Sodna veja oblasti mora to zahtevati. Ne vem, ali je zahtevala ali ne, ampak če bi zahtevala, bi se to zgodilo, sploh če je gospod v Benetkah. Ne. Ja. Lejte, to se pravi, vidi. Tudi sodna veja oblasti praktično ne podpira. Ni najbolj ažurna. Ne? Ja, seveda, to je zelo neugodna tema tudi za levico, ki se hvali, da nima nobenih afer. Pred volitvami gotovo, ne? Je kočljiva zadeva, sploh, ker so jih polna usta, se veste, proti sovražnemu govoru, pa proti nasilju nad ženskami in tako naprej. Ne? Vidi se, da so tle dvojni vafli na delu. Ja, no zdaj seveda to, kar pa je res presenetilo vse v tem tednu, pa je bila zgodba z brniškega letališča, namreč tam je bil nekdo, ne, ki se je izdajal za policista, pa to ni bil, ne, in zdaj menda, da so oktobra tole šele ugotovili. Ne vemo, kaj vse je ta človek počel. Zdaj na nek način so rekli, najprej smo brali, da mu je nek policist posodil uniformo, zdaj včeraj so to zanikali, potem, da ni šel nikamor noter in ne vemo kaj, ampak glejte, zdaj policija preiskuje samo sebe, to je prva napaka. Druga napaka, zdaj ta gospod, potem so oba na nek način aretirali, zdaj eden mislim, da je zaprt, drug je pa še vedno v policiji, je dobil samo ukor po razredničarki, ali kako bi človek rekel, ne? Samo neko opozorilo pred izključitvijo, ampak to, kar je res grozno, je seveda po tem dogodku niso naredili nobene hišne preiskave in seveda to, kar nas lahko skrbi, vse nas, ki tudi veliko potujemo, mi vsi vemo, da na vsakem letališču te lahko policija praktično pregleda do spodnjega perila. Zdaj pa imaš tu nekega tipa, ne, mislim, ki on lepo hodi okoli, zdaj tudi, a je bil v tistem področju ali ni bil v tistem področju, on lahko fotografira, on lahko opazuje, kdaj se menjajo skupine, kakšen je režim, on lahko pravzaprav karkoli sovražnega počne na Brniku. Ja, to je neka vrste filmska zgodba, ne, te filmske prevare, včasih gledamo tu film. Ja. Veste, ko se je predstavljal za pilota, ne, velikih avionov, to je en ameriški film. Lejte, strašljivo je to, in da je to potekalo toliko časa, ne. Ja. To se vidi, da je ta nadzor popolnoma ohlapen in da se lahko skoraj vsak pritihotapi. Ali je pa organiziran, ne? Ja, ne vem, ker, lejte, zdaj on nobene, normalno, to ste prav ugotovili, ne, policija preiskuje samo sebe in oni nižajo tenzijo. Ja. Ni imel dostopa, ni bilo to, ni bilo vse. Ja. Očitno je bil, kaj je bil, vaški posebnež, ki se je rad sprehajal v policijski uniformi. Nič nismo slišali v teh dneh o motivu, ne? Ja. Kakšen motiv je imel? Ja. In tle je bistveno vprašanje, njegov motiv. Seveda so tukaj zelo, zelo pomembne zgodbe. Brniško letališče je, mislim, da je najbolj varovana zadeva v Sloveniji. Ni bolj varovane, kot je Brniško letališče. Ampak mislim, da tole kaže, da ne. Jaz sem se prav ustrašila. Jaz mislim, da bi Fraport lahko zaprl vse skupaj, pa imel samo poštne avione, ker mi očitno nimamo države, mi smo neka banana in zdaj se kar vsak sprehaja, ki misli, da je policist, bi pa to rad bil, ali kaj. Ma res bi bilo dobro vedeti, zakaj se je to dogajalo. Ker bi bil vaški posebnež, to ne verjamem. Tle je bil nek motiv, nek namen in seveda je normalno, da policist je tukaj tisti, ki
ki varuje kriminala. Končno tudi, kar v zvezi z letališči je zelo pomembno, tudi protiteroristično delovanje, preventivno. Mislim. In se bojim, da je šlo res za kaj takega. Potapljene droge, kogarkoli, karkoli orožja, to so najbolj nevarne recimo migrantov, da gledaš, kdaj je ta izmena, ajdi pa ga spustimo skozi. Jaz mislim, da predvsem tisto prvo je še najbolj oprijemljivo, najbolj nevarno. Ja, glejte, vidi se, da se živimo v čedalje bolj nevarni državi z zelo, zelo hlapnim redom. In za nameček, se spomnim, da sem prav ta mesec brala, da je nek taksist, ki vozi ljudi iz letališča, menda formalno tudi nima dovoljena, ampak vendar vozi, je nekdo, ki je bil nek tujec, moram povedati, ki je bil na slovenskih sodiščih obsojen in ima, predstavljate, vikend zapor, tako da soboto, nedeljo je zaprt, med tednom pa prevaža ljudi iz letališča, pa da mu nihče nič ne more. Torej, mi smo res ena nenavadna država. Ma pa ta gospod, ta taksist, tudi še odprt postopek za posilstvo. Obsojen je bil pa za prevoz migrantov. Neverjetno. Ja, neverjetno, ja. Veste, če imamo mi tako, kot se reče, ta trenutna oblast, jaz upam, kakšen minister verjetno je gotovo boljši, ampak to je kot nek popodanski SP. Oni niso resni, niso tudi delavni. In normalno, da se potem to pozna tudi na takih področjih. Glede varnosti je Slovenija kar močno zdrsnila v zadnjih letih. Zdaj seveda tudi tukaj je tako, da policija sama sebe vodi svojo statistiko. Zdaj, če gledamo od leta 2020 do 2024, pogledajte podatke, ki so uradno dostopni, narasel je gospodarski kriminal, nasplošno je število kaznivih dejanj višje, ampak recimo, da neopazno višje. Ampak veste, kaj je pa zanimivo, o čemer se tudi premalo govori, da je skoraj za 100% v teh 4 letih naraslo spolno nasilje in posilstva in število posilstev. A veste, veliko. In seveda tudi medvrstniško nasilje, ampak predvsem to naraščanje števila teh najbolj grobih spolnih deliktov, posilstev, to je zaskrbljujoče. Zakaj mi o tem ne vemo več? Ja, ker so počistili janšiste na policiji, Ja, lejte. Ja, to sta bila ta dva, to je bil ta korupcijska zgodba, ki nista samo 2 SMS-a. Seveda ne. Od gospoda Goloba, on je čistil janšiste. Se pogledajte, tudi to, že sami odnosi, zdaj, da smo malo lahko zaideva med to levimi političnimi partnerji. Tašner Vatovec prestopi, ne da bi govoril s svojimi kameradi, prijatelji, pravzaprav sodelavci, ker tukaj v politiki se to niso sodelavci v službi, to so sodelavci, to so prijatelji v ideji, tako bi moralo biti. Očitno jih držijo skupaj samo koristi, to se razgalja. Kakšne medsebojne odnose imajo, da on niti na dan, ko se je to zgodilo, ni nikomu povedal. Pa ženoma v službi. Ja, in ni dvigoval telefonov. In ni deval, kakšni ljudje so to? Zakaj še nihče to ne vpraša, kakšni ljudje so to, kakšne odnose imajo med sabo? Grozljivo. In po drugi strani, da tudi končno predsednik SD-ja Han, pa to ne gre zdaj za neko, veste, ravno pot na Luno, tudi on ni povedal niti vodje poslanske skupine. Ti ljudje si med sabo nič ne zaupajo. Nič ne zaupajo. To je res. Vatovec bo žrl glasove, mogoče je Mejriho. Ja, seveda. Mislim, to se vidi, kako kredibilno zmorejo. Lejte, težko je potem računati, da bojo taki ljudje, da bojo v bistvu res držali skupaj in da se jim gre za isto stvar, ker so tako eksistenčno vezani na to oblast. In gledajte, tudi to prevaro. Predsednik Golob na tisti dan, ko je že vedel, da je za odločitev KPK-ja, da je kršil integriteto, on točno na tisti dan skliče, kaj je tisto kosilo tam, in ima v bistvu te ljudi za norca. Te ljudi je imel za talce, za alibi, da bi preusmeril pozornost na to, za njega seveda z politično smrtjo v nekih resnih razmerah bi bila to za enega politika resnega, levosredinskega politična smrt, ta odločitev KPK-ja. In on se je temu izognil zato, da je zlorabil svoje sedanje in potencialne politične partnerje na levici za tisto kosilo. Mislim, to se tudi vidi. Preusmeril pozornost, ampak vendarle, zdaj, če gledamo tudi medije, bistvena stvar je pri tem Robertu Golobu, da je čistil janšiste, pa pustimo zdaj, kdo je zdaj janšist, ampak čistil je politično tiste ljudi, ki drugače politično mislijo kot on, kar je zagotovljeno z ustavo. Kar je to, lejte, to so dobro opozorili tudi nekateri komentatorji.
tudi ta prevara, ne, da je potem vse skupaj zreduciral na 2 SMS-a in prvi, drugi dan te seznanitve z odločitvijo KPK-ja je to tudi veljalo. Šele pozneje se je izkazalo, Da je 64 strani, Ja. ki jih pa on ne pokaže. Pravi, Ja. da je šlo samo za to brezveznost. Ja, čakaj, pokaži celoto, da to vidimo. Ne, to pa ne. To pa pred volitvami ne bo naredil. Ja. Veste, da je to notar je vsa mogoča solata. In tudi, vidi se, to je problem seveda levih medijev, ki so vendarle še zmeraj poskušajo reševati levico, zdaj enega, zdaj drugega, zdaj vse. Point je točno v tem, kar ste vi rekli. Ne? Šlo je za to, ne za tiste 2 SMS-a, za to, da so izločali drugače misleče ljudi. In izločali so jih v policiji, izločali so jih v pravosodju, izločali so jih tudi na televiziji. Se vemo tisti sramotni stavek, ki ga je izrekel takrat pri naši voditeljici Odmevov Tanji Starič, ki tudi ni reagirala, samo utresla z glavo. Ne? Ja. Zanimivo razmišljanje. Saj vsi vemo, kaj smo se dogovorili, da bomo RTV očistili janšistov. Ja, Vi to dobro veste, ne? Ja, kako je seveda. že. Ja. In seveda, lejte tudi... To bo ostalo, Vida, to bo Ja. ostalo. Naslednji posnetek je pa prvi med nekogaršnjimi hlapci, Igor Evgen Bergant. A bo vas spet imela RTV. Ja, moramo zato, ker zdaj ta kolega Bergant dobi zdaj novo oddajo, ki je v bistvu predvolilna oddaja. Imenuje se Debata z Bergantom. Ne? Imel bo samo strokovne goste, lahko si mislimo, kam bo visela ta stroka. Ne? In ta oddaja je konec koncev tudi premaknila vašo oddajo intervju iz tega prime timea večernega. On bo v bistvu v nedeljo. Recimo mi imamo v petek, danes je petek, imamo te podcaste različne, bolj desne. In zdaj so oni ustvarili neko oddajo, ki bo v osnovi tudi podcast, ki bo na nek način komentirala desne podcaste v nedeljo zvečer. A je to predvolilna oddaja? Kaj je zdaj to? Zanimivo, tako ste rekli, predvolilna oddaja, da mi je kolega na hodniku, jaz tudi dolgo nisem vedel, da se ta oddaja snuje. Prvič, vodstvo ima vso pravico in odgovornost, da ustvarja in spreminja oddaje, kot si želi, ampak to se res, recimo naš intervju je čakal 2 leti na prenovo scenografije, je bila potem tudi že narejena, ne bi imeli že neke poskusne oglede, kar naenkrat ni bilo nič, ampak je bila pa narejena scenografija za to novo oddajo, očitno pod urgentno. In en kolega visoko nekdaj v vodstvu te leve strukture na televiziji rekel, to je predvolilna oddaja, to je oddaja kot nek damage control. Zdaj jaz ne vem, nobene oddaje še ni bilo, bomo videli. Ampak običajno, ko sem tudi jaz zastrigel z ušesi, ko sem videl, da bodo nastopali strokovnjaki, lejte, se opravičujem, ampak ko pri nas na televiziji govorimo o strokovnjakih, vodstvo govori o strokovnjakih, so to zmeraj levičari ali pa ekstremni levičari. Tu pa tam kakšen odsvirk, da je nekdo kar malo drugače. Celo prihaja do takih zlorab, da ne vem, zadnjič tista predvolilna soočenja, ki so bila, oziroma komentirajo, seveda en desen in lev, levi je bil Bogdan Biščak, ki je seveda, vemo kam sodi, in desni je bil pa gospod Brejc, ki seveda tudi mu je Janez Janša že 20 let trn v peti, in so ga prodajali kot dolgoletnega člana SDS. To so te drobne zlorabe vsem na očeh. Dobro, ampak njihova stvar, pač kolegi naj počnejo, kar bodo počeli. Čudno je in nekolegialno, da pa zasedajo termin oddaje intervju, ki ima pač ugled in 10-letno tradicijo in seveda tudi veliko gledalcev. In jaz sam, to je seveda moje mnenje, da gre v nekem smislu, jaz tako čutim, bom rekel iskreno, da gre za eno akutno fazo depolitizacije, beri pravzaprav politizacije programov javne televizije v tem prime time terminu, tam od 19. ure pa do 22:30, kjer so nekako, kjer vse skupaj je že predvidljivo in kjer ne pričakuješ več nobenih vsebin, ki bi bile popolnoma alternativne izven mainstreama. Tako nekako čutim, se bo to pokazalo, ali imam prav ali ne. Normalno, da nas je tudi udarilo in razžalostilo, da se je intervju premaknil. Takoj se je videlo že prvič, ko so bili že zaradi te nadaljevanke, to je bil kar neke vrste tudi kot en tak manever, da smo izgubili pol gledalcev. Ja, ljudje pa rečejo, vse si lahko z ogledom za nazaj. Ja, ampak je to že neka selekcija. Ljudje se navadijo na nek termin. Mi smo tako, v realnem času smo izgubili pol gledalcev zaradi tega premika v pozno
uro. In je škoda, recimo v zadnjič sem imel doktorja Marka Noča, izreden zdravnik, pa tudi humanist, človek z dobrimi sporočili. Končno smo imeli tam tudi nenadejano en mini tečaj oživljanja pri srčnem udaru. Bi bilo dobro, da bi čim več ljudi to poslušalo in videlo. Neka uporabna stvar, pa se je tam vrtelo skoraj proti polnoči. To je škoda. No, ta debata z Bergantom seveda bo na sporedu, tako kot sem rekla, vsako nedeljo. To je podobno kot Marcel, ki je potem vsak ponedeljek, zdaj bodo odgovarjali na desne podcaste v nedeljo, pa potem bo še Marcel povedal. In ker so to strokovnjaki, bodo lahko tudi v predvolilni kampanji mirno nastopali, ker pač ne bodo udeleženci volitev, ne bodo te, ki kandidirajo. Ja, to bomo videli. Če bo to držalo, kar pravite, je to problem. Ja, no, to bomo videli, ampak vprašanje, ali bomo kaj videli. To se pravi, zdaj, kako je z vami? A vi še pripravljate Utrip? Ne, to pa ne. Jaz sem izredno rad pripravljal oddajo Utrip, to je tedenski komentar. Ni skrivnost, da sem ga pripravljal zelo dobro in da so bili moji Utripi tudi po 10-krat bolj gledani kot kakšni drugi. Sploh na spletu, ampak to se je zelo hitro potem končalo. Urednica je z nekim izgovorom mi je to priložnost vzela. Čeprav bi bila seveda velika obogatitev, da v naboru predvsem kolegov, ki imajo vrednostni sistem lev ali pa ekstremno lev, kar se v teh Utripih tudi vidi, nekateri so pod nivojem, moram reči, ampak dobro, so komentarji in bi bilo vse v redu, če bi imeli priložnost, tudi mogoče nekateri, ki drugače mislimo. Ti Utripi so brez napake vsi samo, v glavnem enostranski. Tudi nisem vseh gledal, da ne bi kakšne težave naredil. Ne, nisem in tudi zaradi tega sem pravzaprav jezen, da nimaš kot sformiran novinar, nagrajen novinar z rezultati na veliko področjih novinarskega in avtorskega ustvarjanja, nimaš te priložnosti, da bi na lastni televiziji, ker si zaposlen že toliko let, komentiral tedenske dogodke in potem to počnem tukaj pri vas z veseljem in tudi kje drugje. In sva dobro gledana in je to končno neko zadoščenje. Zanimivo, da smo tako na RTV tako ideološko zapeti, da te kvalitete, ki jo imamo in ki bi pravzaprav obogatila eno pluralno podobo naše televizije, ki jo plačujemo vsi, da so tako zapeti, da nas drugače misleče izločajo. Pa še iz prime time pravzaprav. To pa sploh, tudi to je. To je, absolutno, to odkrito jaz govorim, in tudi ni nobenega izgovora za to, kar počnejo. Da je vse uniformirano, to ni prav. Povejte nam, kdaj je zdaj vaš naslednji dogodek na sodišču v zvezi s Svetlano Makarovič? Ja, se tudi zamera do hiše, kjer se je tako do te točke tako obnašala, pravzaprav s tiho podporo Svetlani Makarovič, ne pa novinarju, ki je bil napaden zaradi oddaj, ki jih je naredil na tej televiziji, ki so povrhu tega in zaposlenemu koncu. Še kvalitetna, seveda, to je itak noro, to je noro. Ja, takrat na tej zadnji zadevi, ki smo imeli decembra, je bilo rečeno, da bo to 20. marca. Ja. A veste, da je to 2 dni pred volitvami, tisti petek pred volitvami. Ja. To bomo pa res potem lahko brali, ker bodo v ponedeljek časopisi polni ta mogoče vestička o možina Makarovič, pa če sploh taka majhna. Ja, očitno se poskuša, ne vem, kaj je rekel, ampak gotovo, da fokus takrat ne bo na tem, pa bi moral biti, ker gre za tak najhujši primer javnega sramotenja in poskusa vdišanja novinarja v zadnjih 30 letih gotovo. Ker prej so to reševali drugače, se veste. No, po drugi strani pa je Vinko Vasle, upokojeni novinar, pa izgubil tožbo proti Niki Kovač in ji mora zdaj plačati odškodnino. To se pravi, eni primeri gredo hitro naprej, drugi ne gredo. Kako je s tem? Ja, to se tudi meni zdi, da so tle dvojni vafli. Poglejte ta primer, ko ne bi nekdo odrinil Niko Kovač na ulici. To pred časom. Ta človek je bil v 3 tednih potem sprocesiran in pa so ugotovili žal, da ni SDS in pa se o njem, kdo on je, sploh ni poročalo. Mislim, noro. Ja, glejte, tle, sveda, vse sem to spremljal tudi v tem primeru Vinka Vasleta, je šlo za en tak ponesrečen tweet, ampak se tudi on sam je zapisal, mogoče približno 100-krat manj žaljivo, kot pa besede, ki jih je izkričala Svetlana Makarovič proti meni.
Tle je šlo kot nek tak ponesrečen poskus ene satire, nepotreben. Ampak če primerjate to, kar je on, v tisti stavčič, ki ga on tam izrekel, ali pol stavka, oziroma napisal, s tem, kar je ta gospa izkričala in potem tudi zapisala in zagovarjala in žalila naprej. Ja. No, je pa seveda ta teden Nika Kovač postala tudi Delova osebnost leta, ne? In na tem dogodku v prva vrsta je bila zanimiva, ne? Recimo je bil seveda tudi Milan Kučan, bila je cela Levica, Han, Tanja Fajon, Levica, ne? Pa tudi Gibanje Svoboda. To se posluša, kaj dela Kučan na nekem mediju, kjer Nika Kovač postane osebnost leta. Ja, gospa Vida, to je retorično vprašanje. On je pač patriarh tukaj na levi strani še vedno. To je tisti, ki umešča škofe, beri predsednike strank. Ja. Končno se veste, kakšen vpliv je on imel, ne? Ko je šlo za debato okrog Roberta Goloba, a je primeren in tako naprej. In bila tisti škandal z njegovo plačo, ker v državnem podjetju potegnil, da 100,000 evrov plače, kar je noro, ne? Je rekel predsednik Kučan, plača ni problem, ne? In je bil dopuščen. Potem je bil primer, seveda sedaj, ko je kandidirala za predsednico republike Nataša Pirc Musar, ne? In je predsednik Kučan rekel, čas je za žensko, pa je šla naprej. Tako da on je še zmeraj nek selektor, ne, tukaj na tej strani. In je normalno, da je tukaj na sredini te druščine. Ja, to so pač gospodje in gospe s kakšno izjemo. To je vse levo. Ja, gospod Lotrič, mislim, da ima drugačne vrednote, je tukaj očitno prišel, je mal zgrešil pravzaprav. Težko presodil, kaj bo, ne? Dogodek, ja. To je pač ena druščina, ki je prišla podpreti svojo izpostavljeno aktivistko, ne, ki pač deluje za posebne namene. Ne. To se pravi, ali je Delo zdaj levičarski časopis? Delo ni več, ni relevanten časopis, to ne vem. To se tudi vidim tako na televiziji, to nihče več ne bere, ne vzame, tam ostaja. Ne. Pač so časi minili. Ne. Pa veste, kaj je značilno? Da tudi osmrtnic ni več. Praktično 1, 2, mogoče ali pa nič. Samo še obvestilo, kdo bo danes pokopan. To je noro, ker včasih si začel brati časopis zadaj, da si pogledal smrtnice. Ne? Tudi tega ni več. Ne, to so pač dobro, neke seveda so te tendence sodobnih medijev, ki krnijo prosperiteto časopisov, čeprav ne vseh. Končno recimo tukaj tudi nekateri novi časopisi, ki so nastali, začenši z Domovino, še zmeraj pridobivajo, ne, bralce in tudi drugi s kvalitetnimi vsebinami. Delo je pa tukaj seveda se je prodalo že kar veliko let nazaj za ta aktivizem in normalno, da izgublja ugled in potem tudi gledalce in tudi take prireditve so le še derivat vseh teh zlorab. Mislim, da je nekdo napisal na spletu, da Slovenka leta absolutno Nika, ampak Nika Prevc, ne. Ampak glejte, no, zanimivo je, da na tem dogodku, pa tam pri gospodu Lotriču je nek prazen stol, pa ni bilo Stojana Petriča, ne, kot lastnika. A se vam zdi, da je tudi tu na levici, tamle prazen stol vidimo, je mogoče tudi na levici malce zdaj strahu, kaj bo, pa mogoče tudi tukaj Kučan, ki je mimogrede ta teden postal 85-letnik, ne, vse najboljše, gospod bivši predsednik, lahko rečemo. Ja, je tudi tukaj na tej levi strani zdaj mogoče malce prerivanja, da Kučan mogoče ni več tista zvezda, danica, ki osvetljuje vse. Negotovo njegov vpliv je v veliki meri zbledel, ampak vidi se z tistih prejšnjih zadev, ki sem je govoril, ali pa tudi glede končno ne pokopa žrtev iz Macesnove Gorice, da ima on še zmeraj, pač ta ideološki vpliv je absoluten, on tudi ta vpliv ima in ga hoče tudi obdržati. Sicer pa v teh rivalskih sporih, ki se na levi stalno dogajajo, to je kot neka prispodoba nekdanje partije, se veste, frakcijski boji so bili zmeraj, nekdo je izpadel, tu pa tam so kakšnega celo likvidirali. Ne? Ja, Trockega, recimo. Ja, in v teh sporih, v teh medsebojnih trenih med njimi igra on vlogo arbitra in v tem je njegova moč. On ima na tej, kot nek patriarh ima na tej ugled, ker je bil on tisti, ki je kadroval in zato k njemu pridejo po nasvete. In je omogočil, da so preživeli. Tudi absolutno to je to. Se vidite, tista smešna epizoda, kako je šel gospod Prebelič, pa povedal, da še ni dobil potrditve. Noro. In tako bo do bridkega konca, pravzaprav, do popolnega uničenja države, ker te ljudi očitno ne briga prihodnost Slovenije, ampak samo to, da ostanejo na oblasti.
No, zdaj pa Delova osebnost leta Nika Kovač se je pa ta teden znašla tudi v Davosu. Ne? Torej, zdaj tako ne. Ta borka proti kapitalizmu se je znašla v osrčju teh največjih bogatašev, tule so jo posedli s Katy Perry, ameriško pevko, ampak Nika Kovač toliko pametna pa je, da je na X-u zapisala in ugotovila, da je v določenih trenutkih treba vstopiti v okolja, ki ne delujejo domače, kadar gre za zaščito tistega, v kar verjameš. Ona je vedela, ne, da zdaj v bistvu velika levičarka, pa osebnost leta in tako naprej, zdaj tukaj se spogleduje, je škampe najbrž kavijar, ne vem kaj, in da to mečka nerodno deluje. Ne. Koga ima ona za norca? Ja. Ona živi, mislim, kolikor zmore, podobno kot ti, seveda. Katy Perry. Kot Katy Perry, očitno bi bila rada podobna. Živi in uživa življenje, tako kot nekateri premožni, kot reču kapitalisti. Sej v socializmu smo vsi enaki in ne hodimo po svetu, ne hodimo v eksotične kraje, ne. Hodimo na Hrvaško na dopust, ne. Ona si prvoši drugače. Seveda živi, absolutno živi tako življenje, kot si ga pač pritičejo kapitalisti, ne, na kapitalisti način. In kdo jo financira, gospa Vida? Financirajo tudi bogati kapitalisti levičarskega porekla z eno politično agendo, ki je pa po mojem mnenju izredno škodljiva, no, za evropske družbe. Končno, ker napada družine, napada rodnost, končno uvaja te norosti okrog teorije spolov in vsega tega, vso to zmišljavo tudi pretirava, ne, na ideološki način v smislu varovanja okolja in vsega tega in prinaša zmedo in eno degradacijo Evrope, ne, in tukaj ima predsednik Trump, ki je lahko v vrsto pogledih tudi nenavaden in problematičen, ampak v smislu, ko je zadnjič govoril v Davosu, da on ima Evropo vrat, ampak Evropa propada, ne, v nekem smislu to res, lete. V Evropi, da sva zdaj malo zašla, v Evropi imamo več kot 600 con, kamor je no-go con, ker prevladujejo migranti in vladajo drugi zakoni. Kaj rečem? Recimo glede Francija, Belgija, Švedska, to so v nekem smislu izgubljene države, ne, z izgubljenim fokusom. Tudi zaradi vsega vpliva, ker tudi to so tudi močni kapitalisti, ki podpirajo migracije. Ne? No in še več kot to, ne, zdaj, ko je šlo za to vprašanje splava, ne, v Evropi, smo lahko slišali in brali, da jo financira Obamova fundacija in da je pravzaprav želela ameriški model, ki je bil pred ameriškimi volitvami, je pravzaprav začela in želela prenesti v Evropo, torej njo so financirali, da bi v Evropi zagotovila, da bi obšla Evropska komisija in ta zakonodaja držav, da bi lahko neka ženska iz Poljske, kjer v bistvu splav ni dovoljen ali pa je omejeno dovoljen, pa na Cipru, prišla kar v drugo državo in tam naredila splav, ker bi pač ta pravica do splava veljala univerzalna, ja, iz strani Evropske komisije. Ne. Ona pravzaprav spodkopava Evropo. Zdaj se je ugotovilo, da je financirana, kot ste rekli, iz Obamove fundacije, iz Soroševih virov in je financirana celo za neke velike organizacije Združenih držav Amerike. In to so 100,000 evrov v več letih, ne, to ni, pa nobenega ni redno zaposlenega na 8. marcu. To je ta fundacija oziroma ta organizacija, ki je v bistvu zelo kapitalistična, s čim se ukvarja, z splavi na taki vseameriški in celo globalni ravni in za spremembo spolov. Veste pa, da je sprememba spola, to je izreden biznis, ne, za tem ljudem, ki jim spol spremenijo in pogosto so tragedije, ker jim je potem kasneje žal zaradi te ideologije. To jim rečejo pacienti za 1 milijon evrov, ker to se tu košta potem v naslednjih letih. Meni se zdi tudi ta ideologija, ta forsirana ideologija sedaj splava, ne? Potem, ko je splav omogočen praktično v vseh državah, imamo v Sloveniji, če bi bila v resnici neka pozitivna aktivistka, ogromno problemov. Prej sva govorila o naraščanju nasilja nad ženskami in medvrstniškem nasilju. Končno govorili smo tudi o tem, kako 12-13-letne Romkinje rojevajo in to je samo 3/4 ure iz Ljubljane, ne, so ti problemi. Ne, gospa gre v Davos, gre v Ameriko, gre v Bruselj, gre po celem svetu. Zakaj? Zato, da bi promovirala
zadevo, ki je že urejena, sploh v Sloveniji, ampak tudi v večini evropskih držav. In veste, kaj je posebej perverzno in meji na zlo? Evropa izumira. Mi imamo zgodovinsko najnižjo rodnost, tudi Slovenija in tudi evropske države. Praktično vse. Zgodovinsko najnižjo rodnost. In naš problem je, kako pravzaprav zmotivirati ljudi, družine, da bomo imeli več otrok, zato da bomo obstali. Kljub migrantom imamo zgodovinsko najnižjo rodnost. Veste, kaj to pomeni? S tem, da v teh državah, ki sem jih prej omenil, spravi Belgija, Švedska, Francija, tam spravi ženske, ki imajo tu izvor, ki niso državljanke in tako naprej, so že v bistvu rodijo že četrtino, spravi okrog 25% otrok. In so tiste, ki imajo več otrok. S tem ni nič narobe, da se razumemo, ampak ne moramo mi pričakovati od Alžircev, Maročanov, Sircev in tudi ne mogoče Albancev pri nas, da bodo oni vzdrževali evropsko tradicijo, evropsko civilizacijo in kulturo. Ne? Pa slovensko kulturo. Tako, ker se kaže, in tle je problem, ki je dokazan, da se niso integrirali. Ne? Se niso oni krivi, da se niso integrirali, tako rekoč, ker so bile te nore politike teh zahodnih držav v nekem smislu samo uničevalne, da se spodkopavajo same sebe. In tukaj Trump, kakor gol dol, ima prav. Ne, ker te zahodne države, velika mesta v zahodni Evropi izgubljajo evropsko identiteto. Ne? In to je ena norost. In v teh pogojih, ko imaš tako nizko rodnost, zgodovinsko nizko rodnost, potem promoviraš splav kot nek velik dosežek. To je zlo. Jaz razumem to kot neke vrste zlo. Ja. Zlo. Ampak zdaj končava midva s slovensko zgodbo, torej Ljubljano. Vedno smo malce lokalni, no, in svoje vrstno zlo pa tako ocenjujejo prebivalci Štepanskega naselja, pa tudi drugje v Ljubljani. Tole so zdaj Jankovićevi pazniki, ki so dajali listke in kazni za parkiranje. Namreč ljubljanski župan Zoran Janković je začel zdaj tole kampanjo. On zdaj ureja promet v recimo Štepanskem naselju, na Fužinah, pa bo tudi v drugih naseljih, kjer praktično ni dovolj parkirnih mest in zdaj ti nesrečneži, ki tam stanujejo, nimajo drugje prostora, da bi pustili avto, zdaj jim tam dajejo kazni. Kaj si lahko mislimo? Ja, vidi se, kako je ta farsa urejenega mesta, kako razpade, čim greš kilometer, 2-3 ven iz centra Ljubljane, ki je ozaljšan, pometen, bi lahko rekli tudi v nekem smislu. Ampak v resnici se kvaliteta in nivo življenja v nekem mestu kaže prav v teh servisnih zadevah. Ne. Ja, premalo je parkirišč, nič ni narejeno na to temo. 20 let Janković je od tega, koliko cajta je že na oblasti, ni naredil tukaj nič in sedaj ljudi, in pasite, jaz sem opazil, da so nekatere te parkirišča, vsaj delno, veste, tako po delu, po kosih, so prodana nekim tujcem, nekim Srbom. Kdo mi je to prodal? Vse veste, kdo mi je to lahko prodal. Tako da je tukaj ena nerašljiva situacija in ljudje so v obupnih razmerah sedaj in to čez noč. Kaj naj naredijo? V resnici bi bilo, vsa ta parkirišča je moč, seveda z znatnimi finančnimi sredstvi, jih je moč preurediti, da bodo imela večje kapacitete. Ne? Se da graditi take garaže, ki so dvonivojske. Ne? In se ljudje bi z veseljem, oziroma z veseljem, bi razumeli, da bi to tudi soinvestirali in kupili. Ampak nič tega ni. Samo obrat ljudi do konca, jih spraviti v nemogoč položaj in potem še nekako pričakovati, da ga bodo volili. Jaz upam, da je to ena velika lekcija za Ljubljančane. Sploh za Ljubljančane v teh naseljih, ker predvidevamo, da je veliko njegove volilne baze. Ja, seveda. To so tudi, zanimivo, se bo lotil, to je Štepansko naselje, verjetno se bo lotil tudi Fužin. Ne vem, kako je, mislim, da je situacija podobna tam za Bežigradom, B3, kot rečejo ta soseska, je podobno. To je en čez drugega. Vse znotraj obvoznice, znotraj tega kroga. Mogoče lahko sklepamo, da mogoče pa ne bo več kandidiral, če tole počne, ne? Zdaj se je zameril še svojim, ne? Ja, tudi mogoče, pa tudi te cene, recimo. Glejte, parkiranje v Ljubljani je bilo še pred nekaj leti od 7 zjutraj ali 8 zjutraj, pa do 5 popoldan, ne?
Plačljivo. Plačljivo. Potem je uvedel od 7 do 7 zvečer. Zdaj je ves dan, tudi po noči. Zdaj je do 22. ure in tudi po noči. Ne? In tudi za vikende. Tako. In Ja. kam gre ta denar? Ja, lejte, tu je dobro jutro, bi lahko rekel. Ja. No in še več kot to, ne, imamo še posnetka iz drugih parkirišč, recimo kako pravzaprav dela, to sta 2 parkirišči, ne, recimo eno je pri štadionu, ne. Tukaj lahko parkirajo vse vprek, ker gre za neko športno prireditev očitno. Tole je pa pri cerkvi v Stožicah, je pa dajal parkirne listke, ne. To so tudi opozorili ljudje. To se pravi, da je ne samo področja, a ne, recimo Fužine, Štepansko naselje, pa konec koncev tudi področja, kjer je v nedeljo neka maša. Ja. Pa ajde pošljemo zdaj Ja, poznovati tele ljudi, ki gredo k maši. ne. Ja. Ja, je izrazito selektiven. Ne. Sej, pol ljudje jamrajo, tudi prej, ko smo govorili o minimalni plači, so imeli 2, to bom povezal tudi z Zoranom Jankovićem, 2 čistilki, ne, ki boste zdaj dobili, mislim, da je 80 evrov več, ne, če bo ta minimalna plača 1000 evrov. Pa ena od njih rekla tudi, pogosto so te čistilke tudi pri nas na RTV-ju čisto v redu, gospe delovne so z juga, ne, tudi vidiš po govorici in tako naprej. In je rekla, ja, 600 evrov, je rekla, 1000 evrov bo v redu, fajn, dobro bi bilo več, ampak veste, sej 600 evrov damo za najemnino v Ljubljani, ne. Ja. Sveda mora taka družina res izredno skromno živeti, ampak zakaj je to tako drago? Je zato, ker vse te posle z zemljišči v Ljubljani, vse te gradnje, vse to gre skozi to mafijo pravzaprav, ne, povezano z mestno oblastjo. Zato je vse to tako drago, nenormalno. Pri nas so nepremičnine ultra drage in seveda zdaj stiskajo ljudi še s temi parkirnimi mesti. Se tudi mestni avtobus je šel gor, ne. Ja, vse je dražji kot v Rimu. Dražji Ja. kot v Rimu, če greš na avtobus v Ljubljani. Feratović, Pirati želijo referendum na to temo. Ne? Ja, upam, da jim bo uspel, ne. Ja, ja. Dobro, s tem bova končala. Doktor Jože Možina, najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala za vabilo. Ja. In hvala za pozornost. Nasvidenje.